Ali je to zdaj 100% lahko potrdite, torej, da je vzrok tak, kot ste ga navedli? 100%? Seveda, pogledajte, zato smo delali raziskave, da odkrijemo vzrok oziroma mehanizem poškodbe, ugotovili smo ga, obrazložili smo ga in za njem stojimo. Razlog je? Razlog je vibriranje izpostavljenih gorivnih palic zaradi pojava tako zvanih prečnih tokov reaktorskega hladila, ki povzročajo te vibracije oziroma jih vzbudijo. Ta pojav se dogaja na vsakem kvadrantu, na izpostavljenem mestu, tako da so bili v tem smislu na nek način ogroženi 4 elementi, 3 od teh so bili poškodovani. Torej, sprašujem vas o 100%, ne, zato ker so vsa vprašanja bolj kot ne bila nekako pomenljiva. In zdaj vas tudi sprašujem, če 100% lahko potrdite, da imate situacijo pod nadzorom. Glejte, mi imamo situacijo pod nadzorom. Ne? Še enkrat pa vam lahko rečem, da svet ni idealen, ne? Tako da ne siliti v 1000% garancije. Ne? Jaz vam lahko zagotovim, da smo pojav ugotovili, ga analizirali, predvideli korektivne ukrepe, jih bomo izvedli in seveda zagotavljamo, da bo obratovanje v naslednjem ciklusu varno in stabilno. Še to šef uprave za jedrsko varnost je v enem izmed intervjujev dejal, da nuklearke ni možno dobro popraviti. Ali je to res? To seveda ne drži. Ne? Nuklearke je možno ne samo dobro vzdrževati, možno jih je tehnološko nadgrajevati in njihovo pripravljenost in tehnološko stanje izboljševati. Pa še nekaj, zdaj boste rekli ste, da bo končni remont oziroma končno popravilo leta 2015, ali boste kljub temu nuklearko zagnali, ne glede na to, da je ne boste do konca popravili? Poglejte, kratkoročni ukrepi, ki smo jih našteli, to je predvsem stabilizacija gorivnih palic, so zadostni, da lahko vstopimo v obratovanje in da je obratovanje varno. Ne? Mi pa seveda v bodočih menjavah goriva ne želimo na ta način več stabilizirati teh palic, zato da bomo uvedli ta dolgoročni ukrep, ki bo seveda zavedno in bo najboljša rešitev. Torej, še enkrat moram vprašati, dejali ste, da je zdaj ta kratkoročni ukrep dovolj, da se bo zagnalo, ampak ali lahko zagotavljate, da se to ne bo na katerih drugih mestih ponovilo? Torej, mi smo prepričani, da je ta ukrep zadosten, da bo obratovanje v naslednjem ciklusu varno in stabilno. Katere ukrepe kratkoročne ste zdaj izvedli? Kratkoročni ukrepi, ki smo jih izvedli oziroma so izvajani, so prvič izločitev vseh poškodovanih gorivnih elementov iz funkcije, zavedno in dokončno, oblikovanje sredice reaktorske z brezhibnimi gorivnimi elementi v smislu mehanske trdnosti, v smislu tesnosti. Tretjič, pregled vseh struktur reaktorja, reaktorske posode glede morebitnih tujkov, očiščenje teh struktur in reaktorske posode. Četrtič, kot rečeno, najpomembnejši ukrep je stabilizacija 4 gorivnih elementov v smislu gradnje jeklenih palic na mestih gorivnih palic, ki so bile na izpostavljenih mestih. Dolgoročno? Dolgoročni ukrep, ki bo začel se s pripravami takoj, bo pa izveden v remontu 2015 predvidoma, je pa manjša rekonstrukcija notranjih delov reaktorja, ki dokončno odpravijo prečne tokove, s katerimi se soočamo in ki so povzročili vibracije. Lahko še enkrat zagotovite, da ni bilo vplivov ne na delavce, ne na okolje? Torej, pri vseh operacijah, ki so se izvajale od zaustavitve pa nadalje, ni bilo seveda nikakršnih vplivov na zaposlene, nikakršne povišane izpostavljenosti delavcev virom ionizirajočega sevanja in seveda nikakršnih vplivov na okolje. Jedrska varnost ni nikoli bila pod vprašajem.